Jaz pa zdaj o feminizmu, recimo, cel kup takih zgodbic, čeprav, kot sem že večkrat rekel, absolutno sem tudi feminist in sploh ni govora o tem, da enakovrednost in enakopravnost, nismo pa enaki, ampak... Enakost je zelo nevarna. Ampak govoriti o feminizmu na način, kot smo ga navajeni, slišati, kot sem povedal, od samskih in ločenih in mater samohranilk in lezbik, militantnih je prej odbijajoče, kot pa smiselno, ker če ne slišiš tega od nekoga, ki mu je dejansko uspelo, ki dejansko živi življenje kot feminist v nekem sožitju z nekom, Zanimivo, Jaz bi rej slišal en par, moškega pa žensko, recimo, ali pa dva moška pa dve ženski, se ni važno, ki sta svoje enakost živita, v bistvu, Ja. Pa bi to bil primer, pa bi to bilo fajn, Ko si res nekom v razmerju daljšem, ki deluje. Ki deluje, tako bravo. Rataš kot moški feminist, bolj kot si lahko feminist, ker tak, samo govoriš, da si feminist. Zato imamo eno šalo, o feministkah, bom povedal, zakaj pa ne. Sem rekel, da se mi feministke smilijo, v bistvu, že pri spodnjem peridu se pri njih začne problem, ker če se bo čipke oblekla, pa se bo zrihtala, pa bo v bistvu izpadla, zapeljivka, pa bo v bistvu svoje ženske čare zrabljala, če se bo pumparce gate stare mame oblekla, ne bo nič na sebe dala, spet ne bo ta prava, teda sem rekel, najboljše je brez gat, pa po poštni gor pa dol, v miniču, če te ne bo videl, te bo vse na vohu, Ja, ženske imajo tu zelo tako grdo dilemo, ker pač po eni strani... Ta dilema jim je bila podtaknjena. Ja, podtaknjena, to hočem povedati, ker v bistvu zdaj telo ti govori, imej otroke, Imej otroke, samo če imaš pa zdaj samo otroke pa doma, te pa si družbeno gledano, a samo otroke imaš pa doma si kot neka manj, Moraš imeti kariero, Ja, ni res, mislim, če ti paše kariera, zakaj te sili družba? Feminizem tudi med drugim sili, mogoče v, kako bi rekel, ne biti doma. To je manj vredno. Pa ni, Samo v bruto domačem proizvodu tega ni zračunanga. To je vse, kaj je. Včeraj sem bral primerjava 8. marca pa 25. marca, torej dneva žena pa materinskega dneva. In je bila debata o tem, da bi bilo pametno imeti samo en praznik, to so glavne moški govorili, in naj bo to 25. marec materinski dan. In smo napisali, da vse ženske niso mame in to ni treba jim biti vsem ženskam mama. Zakaj bi bilo zelo posiljeno? In popolnoma različna praznika sta, ker pri enem gre za socialni boj in za enakopravnost žensk, zgodovinsko gledano, eno pa je pač za slavljanje materinstva, To so dve popolnoma različni zadevi, Ženska je enako mati, to je zgrešeno. Lahko da je, seveda, Ni pa absolutno nujno. Ene bi bile, pa ne morejo biti, Ene pa so lahko, pa ne želijo. So te stvari izbire, Ja, in lepota svobode. Seveda. In ja, v bistvu hecno, kako je se izrodilo iz enakopravnosti žensk v eno dobro idejo, da smo vsi enaki, da smo vsi enakopravni, pol v to, da priješ nazaj, pa sam sebi daš focno, ker zdaj pa so ženske že prisiljene v kariere, ker se gleda na njih kot na neambiciozne, kot da se jim ne da. Meni se pa zdaj počasi zdi, da so že prisiljene v te kariere, ker drugače ne morejo preživeti solidno. Same ali kak? Ne, nasplošno, v familiji, finančno, ta naša ekonomska miselnost in ta naša malo da nepogoltnost in ta konzumerizem zahteva vedno večje dohodke, In sam človek težko zasluži dovolj, Da bi živel partnerja pa otroke, definitivno. Moja dva starša sta bila oba fabrike zaposlena, ena v Marlesu, en pa v Kristalu, pa ima je firma pomagala stanovanje kupiti, recimo. Tega danes več ne bo, tega ni teorije. Pa veš, na naši firmi, na Radio City pa je to. Ja, recimo, aleluja, ampak to je bilo prej v sistemu, skoraj da normalno in naravno za pričakovati, Ja, to pa res. Danes pa dva delavca, ne gre ta bajto zidati, kot so jo včasih, To je spet zanimiva debata, ker v Avstriji nimajo tega mišljenja, da moraš imeti svojo hišo, Tudi v Angliji, V Angliji vsi najemajo, večinoma,
Pa v Avstriji je veliko socialnih stanovanj oziroma državnih stanovanj, ki jih najemaš in jih lahko odkupuješ skozi čas. S čim se bolj strinjam, by the way. S čim se bolj strinjam. Ker si bolj mobilen, ker si manj vezan na cement, pa na beton, pa na zlato kletko. Odvisno, lahko kupuješ, lahko greš, nisi vezan. Fajn je, da imaš obe opcije, da eni si pred 22 želijo imeti hišo svojo, jaz bom imel tako, jaz hočem imeti, v redu, super, pa če boš to do konca življenja srečen, zakaj pa ne. Druga stvar je pa to, ko si rekel, da je pa fajn, da si bolj mobilen. Slovenci imamo ta predsodek, domačije, nekega gnezda, nekega cankarjanskega pripadnosti familiji in imamo to od zmeraj v bistvu. In lokaciji in tak dalje. Fuck, jaz to moram videti.